so se pojavile ležarine oziroma bile uvedene. Poglejte, kako simptomatično. Hkrati s tem, ko je, kot se reče, trg nizek, skratka, ko so delnice poceni. Dodaten moment, dodatna vzpodbuda delničarjem, predvsem malim delničarjem, da se vendarle znebijo tistih vrednostnih papirjev, ki jih imajo in da že zginejo iz kapitalskega trga, ker sej vendar tam pa zdaj res nimajo kaj več početi. V nekem obdobju, seveda, ko so bili koristni kot lastniki, je bilo to zaželeno, ker ne nazadnje tudi niso bili organizirani, ker se niso mogli upreti poskusom manipulacij in vladovanja, medtem ko zdaj, seveda, ko so pa cene njihovih delnic še nižje, kot bi bile sicer, pa se jih še z dodatnim momentom ležarine, torej plačevanja nečesa za nekaj, od česar tako ali tako nimajo praktično nič, v večini primerov ne dobivajo dividend, to pač leži na računu, zato je potrebno plačevati še ležarine. Točno v tistem obdobju, kjer ljudem poveš, zdaj pa prodajte, da ne boste imeli še dodatnih stroškov. In jasno, nekdo od tega bo imel spet korist. Pa se vprašajmo, kje utegne biti problem. Saj je zelo enostavno. Kdo pa je lastnik klirinško-depotne družbe? Ja, to so vozno-posredniške hiše. To se pravi, ko bo šlo za 10 centov, za 1 evro, bomo še pa še striktni. In zakonodaja, splošna o varstvu potrošnikov, vas ščiti 100-krat bolj, takrat, ko kupujete navadne izdelke vsakodnevne rabe v trgovini, ko greste pa sklepati finančne produkte, takrat ste pa zelo, zelo na spolzkih tleh. Na področju zakonodaje, recimo, gre v spremembe, ko se gre v priprave nekih sprememb in dopolnitev zakonodaje, so v to vključeni ena in isti ljudje, ki so to zakonodajo in spremembe in tako naprej pripravljali vse od samega začetka, skratka od leta 1993 naprej, in v bistvu, a veste, isti pripravljalci, ki imajo iz tega naslova korist, dobiček, to je v bistvu njihov poslovni načrt. Saj stalno, vsako leto pripravljajo nove spremembe, potem na osnovi teh sprememb svetujejo, pišejo knjige, svetujejo tistim, ki želijo obiti ali pa iti po robu zakonodaje za veliko boljše denarje, kot jih iz proračuna. Pozor, iz proračuna dobijo denar, da pripravijo zakon, da pripravljajo spremembe zakonodaje, vsi to plačujemo. Pripravijo pa seveda take, ki jim bojo omogočale odlične zaslužke potem skozi svetovanje tistim, ki želijo to obiti. In to je začaran krog, v katerem še vedno se kar ciklamo in enostavno seveda, ko zopr to upozoriš ali pa zopr to nastopiš, si deležen marsikaterega pritiska, ker to pa je poseben lobby, da se razumemo, ki je neviden, ki ga ni, ne boste teh ljudi srečali ali pa jih recimo novinarji povprašali, kako in kaj je s tem, ne, seveda. Ampak to je realnost, v kateri smo, in če ne bomo tega presekali, se nam res slabo piše. Še enkrat lepo vabljeni danes in jutri na sejem Kapital 2010 na Ljubljansko gospodarsko razstavišče.